Gasilstvo je poslanstvo. Ker v prvi vrsti ti moraš, da se za gasilstvo odločiš, moraš v sebi nekaj čutiti, neko željo, neko zadovoljstvo v opravljanju le tega. Pozdravljeni ljubitelji našega kanala Neokvirjeno, kjer v podcastih gostimo različne goste, s katerimi poskušamo rušiti okvirje, ki jih je v naši družbi vedno preveč. V današnjem podcastu gostimo posebnega gosta, prišel je v uniformi. Verjetno še niste pozabili lanskih poplav in predlanskih požarov na Krasu. Z nami je gasilec in ne samo gasilec, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Lenart, nižji gasilski častnik druge stopnje, Mario Grajfoner. Mario, lep pozdrav. Lep pozdrav tudi z moje strani, pa najprej hvala za povabilo. Tako, poveljuješ enoti, ki letos slavi visoki jubilej, to je 150. obletnica, so zadeve že vse pripravljene? Točno tak, poveljujem enoti enih najstarejših gasilskih društev v Sloveniji, kar številčni enoti, bom rekel, zagnanih operativcev, vestnih članov. Letos obeležujemo to okroglo obletnico, 150 let, konec avgusta, oziroma zadnja 2 dneva v avgustu bo to vse skupaj to slavnostno potekalo. Priprave pa so že v polnem teku, na vse splošno, bom rekel. Še bova potem o jubileju rekla v nadaljevanju, ampak če začnemo nekako pri gasilstvu. Kaj je gasilstvo, poklic ali poslanstvo? Jaz bi rekel, da je gasilstvo je poslanstvo. Ker v prvi vrsti ti moraš, da se za gasilstvo odločiš, moraš v sebi nekaj čutiti, neko željo, neko zadovoljstvo v opravljanju le tega. Ne bomo zdaj izpostavljala, da je naporno, pa vse izven vseh meja, kaj se tiče normalnega, ampak ja, moraš v sebi imeti res tisti neki, kako bi rekel, instinkt ali nekaj takega, da si to želiš, da to opravljaš z veseljem, da ti ni težko prostega časa žrtvovati zaradi tega, časa z družino. Zavedati se moraš, da res sploh kot neki funkcionar v nekem gasilskem društvu ti to vzame ogromno časa, prinese ogromno stresa, nekih skrbi, sploh kot, bom rekel, funkcija poveljnik je kar velika odgovornost, kaj se tiče samih intervencij. Je tisti poglavitni del in vodenja in vse organizacije in sploh oceniti, kaj, kako narediti, koga v to podati, vse pol na neki vodji. Kar se pa tiče tudi v samem društvu, je treba, kaj se tiče v poveljstvu voditi in izobraževanja, splošne vaje, spada pod to pol tudi skrb za vozila, opremo, je treba pregledovati, vzdrževati. Tako da to je kar obširni pojem. Podmladek tudi, kar je zelo pomembno. Podmladek pri nam, hvala Bogu, prihajajo novi, trenutni, vadijo, se pridno udeležujejo in tekmovanj in vseh teh aktivnosti, kot so tabor, ki poteka tudi letos spet. Kje bo letos? Letos poteka v Gočovi, traja 3 dni od 21. do 23. junija. To je, bom rekel, ena manjših nagrad za vso vestno udeležbo te naše mladine na vseh vajah in vsak teden. Tam se pa pol res malo podružijo, sprostijo, od iger do kakih poučnih zadev. Vsako leto so tudi kaki obiski kot strokovni, kot kakšne druge javne službe. Tako da res en tak je lepi dogodek, kar se tega tiče, vsako leto potom zveze to v enem društvu organizirano in
Pa tudi otroci vseeno 3 dni, ampak dobijo neko samostojnost s nekimi drugimi. Točno Šola v tako. naravi je eno, tu je z gasilskimi tovariši. Tu je spet pol čist neki drugi sistem, je zjutraj budnica, je postroj, je vse, tako da neke osnove, bom rekel, kao vojskovanja, ne, oziroma neke vojaške vzgoje se pač pridobi, da neki red je, ne, pol tudi na ure, je vse določeno, kdaj po skupinah in prijetno s koristnim, bom rekel, se tudi kakšne življenjske vrednote naučijo pa navadijo. Ne. No, zdaj pa v samem društvu so potem pomembni tudi operativni gasilci. Nekje sem prebral podatek, da 4-5 ljudi, ki se včlani ali mladih, ko se včlani v društvo, en od njih postane operativni gasilec. Tu so potem izobraževanja, odgovornosti. Tu je ogromno enih izobraževanj, tečajev, ki bom tako rekel, več se jih udeležiš, več jih opraviš, boljše je samo za tebe, ne, ker nikoli ni dovolj znanja ali pa izkušnja ali pa bilo česa v življenju, da bi bil kos vsaki nalogi. Zato ker nasploh, kaj se tiče intervencije, vsaka intervencija po sebi je drugačna. Ne. Ni, redko kdaj je res, da so isti primeri ali pa ne. Tisto, kar se zgodi v knjigi, ne piše. Tega v knjigi ni. Ne. Zato je tudi dobro, zdaj se že kar prakticira dosti več na praktičnih vajah, ker včasih je to bilo samo na teoriji, ki pa vsi vemo, da v knjigi je eno, pol na terenu pa je to čisto druga zgodba, ne, ker so vplivi še drugih dejavnikov, moraš se prilagoditi sami situaciji. Ne. Ampak ja, z mladino je tako, za mladino se moraš danes boriti. In ja, nekaj jih ostane, bom rekel, najlepše je pač tisto, ko je, bom rekel, v družini gasilstvo, da gasilci, člani, operativci tudi svoje otroke vpeljajo v te naše programe in to in ko je neki taki sistem, ima tudi pol otrok večjo veselje in največ je, sploh v preteklosti je bilo tega, da gasilskih družin je bilo ogromno. Ne. Danes pa je zdaj spet tako, vseh teh dejavnosti pa popoldanskih, bom rekel, krožkov pa vsega, kaj imajo otroci, je težko že ga dobiti pa navdušiti za gasilstvo, ne, ker je od vseh športov do vseh zanimivih zadev, vse, kaj je široki spekter ponudb je in pač vsak pa ima neko svoje veselje. Pa je, gasilstvo je specifika, ne. Tudi znanje, spet je šola. Ja, to bo držalo. V glavnem ja, ampak potem, če pogledava samo pot gasilca, ko začnemo, pripravnik, izprašani gasilec, smo včasih rekli, da ne vem, kako se imenuje, pa potem naprej. Sama pot gasilstva se prične pri 6 letih, tako kot sem jo pričel tudi jaz sam, torej sem v gasilstvu že 28 let. Začel si v Šentilju? Začel sem v drugem društvu, v prostovoljnem gasilstvu društvu Šentilj. Tam sem bil od 96. leta, sem začel kot pionir, potem sem napredoval pod narekovaji, bom rekel, v mladinca. Pri 16. potem sem pač začel glede pripravnika, pa to pol pri 18 letih sem naredil. Ne, pri 16 sem naredil za pripravnika, potem pa je sledil osnovni tečaj operativnega gasilca, potem pa to samo naprej seveda so poleg še tu tečaji, specialnosti, ki jih opravljaš, kot so, ne vem, delo z motorko, tehnično reševanje, uporaba dihalnih aparatov, radijske zveze, pač res ogromno izobraževanj pa tečajev. Vseh še meni ni uspelo, pa ne vem, če mi bo čas dovolil vse opraviti. Pol so pa tudi, naprimer, počiniš, če gledamo od operativnega gasilca, greš na višjega gasilca, potem pa so že nižji gasilski častnik, pa pol gasilski častnik in pač tako naprej. In tako naprej, tako organizacijske, operativne smeri. Točno tako. Ampak ko vse to
nekako končaš vsaj del tega, kot si rekel, ko je tebi uspelo, postaneš poveljnik gasilskega društva. Bi nekdo dejal poveljnik, lepo se sliši, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva. Potem, to je dobra taka lepa funkcija, dokler ne začneš brati gasilske zakonodaje. Pol pa vidiš, zakaj ta poveljnik vse odgovarja, pa ti potem mine, da bi sploh se tega lotil. Mislim, kako se sploh odločiš, da si poveljnik? Ker res... Tako kot si rekel, Zmago, sliši se lepo. Lepo se sliši, ja. Bom tudi rekel, da z sočastjo in s ponosom tudi to funkcijo v svojem kraju opravljam. Ampak, da je prišlo do tega, je to kar zanimiva zgodba, bom rekel, ampak pač nisem nekih planov v tej smeri imel, Bog ne daj želje, že zaradi svojega privatnega pa poslovnega življenja, ampak ko je zadeva tako daleč prišla, jaz sem imel res ogromno podporo, bom rekel, svojih članov, tovarišev gasilskih, ki so me k temu spodbujali, nagovarjali. Bom pa rekel, da je najbolj odtehtalo pol podpora doma moje partnerke, seveda mojih dveh otrok, sina in hčerke, ki sta, bom rekel, lahko zagotovim, da zelo ponosna, da je njun ata gasilec, sploh pa poveljnik. Sta že vključena? Ja, hčerka je že z 9 leti vključena kot pri pionirjih in mladincih. Sin pa bo drugo leto star 6 let, ampak že je vpisnica, slika, vse je že perajt za uraden vpis in da tudi on pravnomočni član postane. To je eno tako veselje, to je ravno ko sem odhajal na ta podcast, sem si oblekel uniformo, sem šel čez hišo, sta se oba postavila, pa povelje mirno in glavnem res je nekaj taki zanimivo, živimo res v smeri gasilstva pa vsega. No in pol, ko mi je res tudi partnerka izkazala zaupanje pa podporo pri tej odločitvi, sem rekel, gremo, mislim, bomo še to žrtvovali, še tu stisnili zobe, ker, kako bi rekel, v ozadju je neki ponos, neko veselje je biti poveljnik. Prinese, pa jaz sem se tudi zavedal, da bo to prineslo ogromno odgovornost in vse ostalo. Ja, res je, s tem pol, ko postaneš nek poveljnik. S tem živiš potem, ne? S tem živiš in živiš tudi, ko ne moreš spati, razmišljaš, ko imaš, kot je dolg čas, kar mi je redko kdaj, razmišljam, kaj je še za narediti, kaj bi mogli vaditi, ki bi lahko delali vaje. Prostorsko smo tudi res tu v Lenarti še kar omejeni, že zaradi blokov, zaradi vsega nekega hrupa, pa nekaj ne moramo delati, Bog ne daj nekaj dimiti ali pa s kako peno ali pa kaj vaditi, ne. In vedno si razmišljaš, kaj bi lahko, kak je. Pol pa v samem društvu, ne, vse odgovornosti, vse pač pade na tebe. Ti kot poveljnik moraš biti nek vodja, ampak pravičen vodja. Pa vzgled. Do vseh. Pol vzgled. Bom rekel, tudi en čas se tako dogajalo, ne vem, neke delovne akcije, pa to normalno, vsak vedno nima časa, tako tudi jaz ne, ker imam res ogromno zadev v življenju. In je pol, ja, saj pa poveljnika tudi ni, ne. Ni zdaj to poveljnik, da mora pri vsaki stvari poleg biti, ampak poveljnik je, ne vem, da če prav me ne bo, sem jaz vsako zadevo vse zorganiziral, kaj naj kdo, kaj se mora urediti in spravo, bom rekel, vojsko mora to glih tako spet. Tako da bolj naloga poveljnika je res neka organizacija, neke zadeve načrtovati in izpeljati pol tako, kot se zagre. Pa, če imam pravi podatek, če se prav spomnim, smo se pogovarjali, mislim, da ste v lanskem letu opravili okoli 127 izvozov. Ja, nekaj, malo manj kot 130 izvozov je bilo vse skupaj, ja.
In zdaj pa verjetno rečemo, ok, vse gasilci, saj jim požar traja taki manjši, ne vem, 2 ure, 3, ne, ampak mi, navadni smrtniki, ne vemo, da ko prideš nazaj v gasilski dom, je treba pospraviti opremo, oprati, počistiti, ne. Tako da ni samo tisto delo na požarišču, pa tudi rečva, če je neki požar 6-8 ur, ali pa potem tudi še te požarne straže, ko lahko traja tudi 24 ur, ne. Točno tako. Je potem še kar precej dela samo opremo, da jo potem pospraviš nazaj in tako dalje. Tako da je res to ogromno vloženih prostovoljnih ur. Ja, mi imamo sploh v našem društvu neko, bom rekel, napisano ali pa ne napisano pravilo, da po vrnitvi iz vsake intervencije, pol pa tudi, če je bilo reševanje samo mačke z ene strehe, da se vsa oprema, ki je bila uporabljena, pregleda, če je nazaj na svoje mesto, vse obleke očiščenje in da je, če v istem trenutku spet zazvoni, smo mi 100% spet pripravljeni, kaj se tiče tehničnih zadev, ne. Potem iti v akcijo, ampak tudi na teh akcijah verjetno doživiš tudi marsikaj neprijetnega, tudi stvari, ki ti ostanejo v spominu, ki ti potem tudi mogoče kdaj ne dajo spati. Ja. Kolegi so mi rekli, prometna nesreča v Šentilju. Ja, to je kar, evo, še zdaj pa je že tega, mislim, da ni 16 let. To še je bilo v PGD Šentilj. Na velikonočno soboto, ja, smo bili aktivirani, je eno osebno vozilo na avtobanu prebilo varnostno ograjo in je zagorelo. In zdaj, ker mi koncesije za tehnično reševanje takrat nismo imeli, smo bili pozvani ker je pač bil dim, da kao gori, mi pač za gašenje le tega požara pač imamo, ne. In tja v prehodu, ja, je bilo res, bila je ena družina Albancev, dedek s 3 vnuki, pa z njihovo mamico, torej hčerko. Tam je samo en, ta otrok, 3-letni preživel. 2 otroka sta bila že tam na licu mesta mrtva. Dedek tudi, za mamo, mama je še bila, bom rekel, v nekem šoku, ne vem, zdravstveno, se zdaj ne vem to izražal, ampak ni se zavedala nič. Vem samo pol, ker sem še v bolnico enega gasilca po intervenciji vozil, ker se je tudi poškodoval, so mi tam povedali, da je imela obe roki, obe nogi je imela zlomljeni, ker je bila nepripeta. In avto je bil z to rolo streho, z taki en Mercedes veliki. In ko je prebil, ko je obrnilo in so streho imeli oni odprto, so otroci, tako bom rekel, po grivi ležali mrtvi. Ona pa je bila spredaj ukleščena na sprednjih sedežih, ampak je z obema polomljenima rokama, z obema nogama, jaz sem stal na zadnjih sedežih, ker dedek je vozil, sem mu varnostni pas odrezal, pa poklicnim gasilcem pomagal pri samem reševanju. Po meni s polomljenim telesom plezala pa iskala otroke, ne. In bom rekel, kje so v intervenciji vključeni otroci, je to čisto neka drugačna intervencija kot vse ostale, zato ker jo jemlješ tudi čisto drugače. Zato ker sploh, ko imaš svoje otroke... Sam sebe vidiš, ko imaš svoje otroke. Ne, je to nepredstavljivo. Seveda so kot lastna in oškodovančeva čustva dosti večja, ne. In čisto drugače nekako dojemaš. Jaz vem, da mi je od takrat ostal v meni en taki von, ki ga ne znam opisati, ampak von po tistem takem, neki specifični von po zažganem, ki sem ga 2 leti še, pač, da je bil nekje neka mešanica vonjav, sem se jaz spomnil na tisto, da tam sem neko tako vonjavo zavohal, ne. In to ti je res tako ostane v spomini, sploh, naprimer, tudi kako oživljanje, ko imamo odpiranje stanovanj, pa je treba reševalcem tudi pomagati oživljati. To si doživel v Ličini? To sem doživel v Ličini, to sem doživel tudi pri svojem dedku, sem tudi 3/4 ure ga sam oživljal. V tisti sami, bom rekel, akciji
ni nekih, bom rekel, adrenalin dela svoje, bom rekel, ne. Ampak potem od zadaj pride potem. ko se ti umiriš, sprostiš, pa ti vse te misli, vsi občutki, vse te emocije navrejo gor, ne. In Kako se lotevljate tega v društvu, potem pogovor med kolegi? načeloma se, poslužujemo samo teh pogovorov. Včasih pa še to, teh psiholoških služb ni bilo. Ne? Ne, zdaj so na razpolago, tudi če bi bila potreba, so nam zagotovili, da ni doben problem, da tudi lahko mi to koristimo, ne. Ampak na srečo bom rekel, da ni tako hudih nekih zadev, na srečo ponavljam, da bi res, da še s tistim pogovorom pa to nekako Pa s časom potem zbledi. se reši, pa s časom čas rabi čas in čas celi, ne. Ampak so pa neke zadeve, naprimer tako je to, pa mogoče še kakšne 2, 3, ki jih ne pozabiš, ne. Ja, težko je pa potem tudi pri samem gasilstvu, je pa verjetno tudi težko usklajevati, kot si sam dejal, si podjetnik, potem gasilec, družina ti veliko pomeni. Ja. Ta prosti čas, ki ti ga itak premalo ostaja, ne? Kako to balansirati, da ti pač to ostane. Nekaj zdaj je moderno to 6 ur spanja, 6 ur služba, 6 ur za družino, 6 ur za sebe, ne? To mislim, da nama nikoli ne bo ratalo. Ne, verjetno nikoli. Rekel bom, da težko je to balansirati. Meni je le še vedno na prvem mestu ta poslovna plat, obrtništvo, prihajam tudi z take družine. Potem bom rekel, gasilstvo, je res, koliko le imam časa, toliko gasilstvo tudi namenim. Seveda si vzamem za neke manjše sprostitve tudi čas, ker moram, ampak poglavitno vsega pa mi je družina, ja. Sploh zadnje čase se tega zavedam, da So taka prava leta 6 pa 11, ne? ja, ne, da lahko imaš ne vem kaj vse, ampak otroci te zdaj rabijo, ne. Zato, ker ko bojo odrasli, bi rad, da se me spominjajo, kot da sem bil oče, da sem bil z njimi, da smo makar neko bedarijo skupaj naredili, nekaj, ko pa da bojo rekli, ja, ata je bil cele dneve na firmi, pa gasilec je bil, to pa je to, ne. In v tej smeri se res ful trudim, družina mi je vse pa glavna opora, bom rekel, sploh partnerka. Pa naj imam slab dan ali pa dober dan, ona je tista neutralna. Ja, potem tudi malo imaš moralnega mačka, ko moraš hoditi, ne vem, enkrat ste mislili kino gledati, ste že imeli vse pripravljeno. Po večini je tak, da ko mi naredimo res neke plane, zdaj pa bomo tak pa tak, pač zazvoni pozivnik ali pa telefon in pač ata more iti, ne. Dobro, če to razumeta, mislim, partnerka pa tudi otroka. Bom rekel, da razumejo vsi, oni vejo, da je pač meni to prioriteta, zdaj, če sem le v domačem kraju, se udeležim, zdaj pa najboljše je, ko nekam zbežimo, bom rekel, ne, ker sem daleč stran, pač ne vem, tista pol ure, uro na telefoni, da tiste prve informacije, pa nekaj kak, pa kaj, pa kdo, pa ne, pol pa tudi prepustim, imam tudi podpoveljnike v društvu, ki pa tudi sami člani se znajdejo, tako da No, ker imate kar nekaj zahtevnih terenov tukaj, ne, ta papir, servis, Saubermacher, to so kar velike stvari, ne, to so kar potem prihaja do večjih požarov. Hvala Bogu, zadnji čas je kar mir. Zadnji čas je k sreči mir, to so intervencije večjega obsega, tu se bolj vključi vsa zveza, pa vse, ampak še vedno pa je to v tvojem kraju, ti si domače društvo, torej preostane tebi pol požarna straža, vse, in tu pol to traja dan, dva tudi, ne. In se tudi spomnim na zadnje, ko je bilo tu v Salomonu, tem nehvaležnem, smo tisto pogasili, vse pol izvajali požarno stražo,
smo predvidevali nekje, da do jutra pač bi požarna straža se izvajala, pol po 4 urah požarne straže ni bilo ne dima, ni bilo ne nič, smo rekli, pustili doli cevi na hidrante, bila sta doli 2 tista vzdrževalca pa varnostnik, ki so tudi pri manjših zadevah, oni so tudi povedali, da oni sami že včasih kaj polijejo, pa to, ker pač tu so kemija dela tu, ne. In smo rekli, če bi kaj bilo malo polite, pa to, mi imamo jutri službe, malo bi se radi naspali, ne. In pol res prijem domov, po konkretnem tuširanju, po takih intervencijah, pač se treba zavedati tu, pol voda stoji pol metra višine, to te znateča, dotakneš se, vse posod delaš pa smetmi, ne. Od podgan do vsega, en čas rabiš, da se to pereš dol in sem se vlegel, vem, da je mali pri nama spal v spalnici, tako sem ga objel, tak je pozivnik sve zazvonil, da so opazili dim in pol smo tisto stražo, mislim, da še pol podaljšali, da je te res bil mir. Tada to so res take naporne pa nehvaležne, bom rekel, kar direkt, ne. Jaz mislim, da če želiš biti gasilec, je v prvi fazi moraš biti človek, ki si pripravljen pomagati. To je osnovno vodilo. To je osnova, ja, brez tega nima smisla, niti zato, ker, bom rekel, tu zdaj ni samo nekega druženja, pa nekih prostih zadev, pa ne vem, vse je odgovornost, ne. In en naš, žal že pokojni predsednik našega društva, Leopold Mrzo, je rekel, prostovoljno pri gasilstvu je samo vstop in izstop, ne. Vse ostalo pa je, bom rekel, tista nuja, obveznost, ne, ampak... Pa zakonodaja, ne, zadaj to... Pa zakonodaja, ja, vedno več, ne. V osnovi pa ja, če nimaš v sebi neke želje po gasilstvu, da se ti kot gasilec ne počutiš dobro, ponosno, ni nekega smisla ravno se podajati v to. Kak pa ta sam odnos do gasilstva? Se ta spreminja, gre na boljše ali gre na slabše? Jaz sem se zamislil, naprimer, ko ste za novo leto nosil koledar, pa sem te rekel, da prvo, preden gasilci pridajo, nekaj spijemo, pol se zmenimo, koliko mu dali za koledar, pa si rekel, tega več ni, mi smo veseli, če nam kdo v bloku odpre vrata. Ja, v našem kraju je s temi blokami kar, kaj se tiče pobiranja prostovoljnih prispevkov za naše gasilske koledarje, ki nam pomenijo vse, ker če tega ne bi bilo, mislim, da niti za nafto več ne bi imeli. Bom rekel, da ne ceni se več to tako kot včasih, ne. Včasih je res ikona gasilca bila dosti bolj spoštovana, dosti bolj cenjena. Danes je sam sistem tak naredil, vsak te gleda, ki boš naredil napako, ki boš, ne, spil kako pivo, ne, doben pa ne ve, da imaš za sabo... Spet se peljajo brez veze, 2-krat že danes. Ne? Na primer, ja. Ne, ampak ja, mi temu ne moremo nič, ne. Naš namen je prinesti koledar, mi nismo ne užaljeni, ne prizadeti, zaradi tega mi koledar lih tak damo, voščimo lepe praznike, varno v novem letu, zato ker mi jih ne prodajamo, mi pač prostovoljne pobiramo. Ampak užalosti pa nas, bom rekel, ko slišiš, da je nekdo doma, ali pa pri hiši vidiš, da luč gori, da se nekaj not premika, pa ti ne odpre, ne. Še bolj žalostno je, ko ti na primer odprejo, pa ti rečo, mi pa tega ne rabimo, ne. Jaz vem, jaz vam ga ne nasilim, ne, jaz vam ga podarim, ne. Zdaj pa vi si ga lahko obesite gor, lahko ga vi naprej komu podarite, ne, ampak pač naš namen je voščiti lepe praznike, dati koledar domačega društva. Bom pa rekel pač pol, kak pa si sam, pa pač tvoja stvar, ne, jaz pač svoje mnenje si ustvarim, ne pomeni pa to, da ti drugo leto spet ne bi prinesel koledarja, ne. In
Temu ne moremo nič. Tudi res je, da je dosti priseljencev. Bom rekel, tisti Lenarčanari, ki ti tudi na ulici pozdravi, kot se spodobi, tudi včasih z nazivom poveljnik našega društva, pa to, bom rekel, ti je prijetno, toplo pri srcu. Mislim, vidiš, da je še spoštovanje, da še nekomu pomeniš. Spet drugi odzivi, naprimer pri teh kolendarjih, so izredne zahvale, ne, kar po drugi strani smo tudi veseli, ko, ne vem, seže v žep pa reče, evo, to še pa imate za zdravn, ker ste res delali to leto, ne. Tako kot vse posod so pozitivne, pa pač negativne zadeve in negativne ti pač ne smejo do živega priti, to je. To je res, ja, to je edino, če to jemlješ vse, potem je... S pokončno glavo pač moraš iti, ker veš, da narobe ne delaš, ne. Samo zanimivo je, sam imaš podjetje v Avstriji, poznaš tudi verjetno veliko Avstrijcev, gasilcev, ne? Ja. Ko prideš v Avstrijo, tam je ta odnos čisto drugačen, tudi na ceste, kar se samega prostora tiče, ne, dejansko vozniki ne dajo prostora, vse gasilci imajo čas, ne. Ja. Mi se ne zavedamo, da dejansko ne znamo se empatično postaviti v tistega človeka, ki potrebuje pomoč, ne. Ne, dokler je sami ne potrebujemo, ne. Ja, ampak tudi zanimivo, ne, zadnji 2 leti dejansko gasilci opravljate res v Sloveniji veliko nalogo, dejansko lanske poplave, predlanski požari na Krasu, ne, to več niso, to so bi lahko dejali že naravne katastrofe, dobesedno večjega. Ja, spekter samih intervencij se je spremenil, bom rekel, seveda spet na srečo, ogromno manj je požarov, nekih stanovanjskih stavb, pa te zadev, kako vozilo, to se še zgodi, na srečo pa res zelo se je znižal ta nivo teh požarov stanovanjskih stavb, je pa se pol izredno spet povečalo, dobro, predlani ta res največji v zgodovini slovenstva požar v naravi, izredno zahtevn, izredne razmere, vročina, nenadzorovano, veter, ker je tudi sama pokrajina tam bila taka. Lansko leto pa spet, mogoče sploh tu za našo okolico, nepoznane zadeve, plazovi, ne neke neredne intervencije, ne, ampak Vetrolomi, ne. Vetrolomi, te zadeve in tu je bolj spet oprema, ki bi jo sam gasilec potreboval, se razlikuje od tiste, ki bi jo potreboval za sam požar, naprimer stavbe ali objekta, ne. In ja, ni prijetno v tistem dežju, neurju, vetru, ko se vsi zapirajo v hiše, zapirajo okne, pa na kavč, pa pod odejo, ti se pa pelješ v gasilski dom, pa veš, da si za en dober cajt na dežju, bom rekel, sama intervencijska obleka je že sama po sebi težka, ko pa ti jo namoči, pa pležeš po strehah, pa veje, pa motorka, pa... Manjša neprevidnost, pa si lahko sam dejansko... Ja, ja. Takoj, ne, in to je zelo zanimivo, ne, da nas tu nekako ne izuči, vseeno, da so gasilci tisti, ki res pomagajo ljudem, pa tudi, če pogledava, ne, zdaj že dejansko sneg, če pride slučajno do snega ali kaj, ali vetroloma vrže eno drevo na neko lokalno cesto, ne, jo se spomnim, se to nikoli se ni klicalo gasilcev, prvi je vzel motorno žago, zažago skupaj, se pa striktno za vsako malenkost, dobesedno lahko rečem malenkost, od muca na strehi do podrte veje, zlomljene veje, se kliče gasilce. Ja, bom rekel, da je postala to kar neka razvada, da so gasilci v tisti prvi bojni liniji, pa naj se gre za bilo kaj. In verjetno so tudi tisti potem prvi pokličajo, ko rečejo, da vas ne rabijo, ko pridete s koledarja. Točno tako. Bo držalo, ne, ali pa ne odprejo. Ampak zaradi obsega vseh teh intervencij, pa to naprimer sploh, ko so te vremenske neprilike, takrat je res, to je nenormalno klico vsega. Mi se zorganiziramo v več ekip, hvala Bogu imamo tudi več vozil, da lahko operatujemo na več mestih, ampak bom rekel, to sem si drznil jaz v lanskih teh intervencijah, da
take nepomembne, naprimer, tako kot ste rekli, veja, ne vem, na neki garaži ali pa na gospodarskem neuporabnem objektu, rečem, veste kaj, hvala, če nimate soseda ali če nimate motorke, pa ne, se pa nekaj drugače organizirate. Glede, nam je prioriteta res najprej človeška življenja, premoženje, pa kje je ogroženo, ne moramo pa mi po nekih zapuščenih objektih pa nekaj pa pokrivati, ker smo tudi krovci po novem zgleda, ne. Tako da malo moramo locirati. Fino bi bilo, če še bi imeli opeko na zalogi, da bi... Ja, zdaj ravno smo, ker smo v obnovi še gasilskega doma zunaj, smo se tudi pogovarjali, da staro opeko bomo obdržali, pa kar na prikolico ob takih zadevah pa pokrivamo, ki je potrebno, ne. To je zdaj bil hec, ampak ne. Mogli smo neko črto potegniti, pa res, da... Ne gre, ne vseeno gre za prostovoljne gasilce, za tako. prostovoljno delo. Druga stvar je, sam si prej lepo omenil, greš domov se po dolgem toširanju, da se spočiješ, gremo mi domov, ker gremo zjutraj službo, ne, ampak tudi to ni več enostavno. Tudi delodajalci dejansko verjetno vsi niso naklonjeni temu, da zaposlijo gasilca. Kako ti pri sebi, ko pogledaš na pozivnik, da ti piska, kaj prvo rečeš? Kot direktor ali kot gasilec, kako pogledaš? No, ker naj povem, da imaš firmo, da imaš podjetje v sosednji Avstriji, da imata z očetom podjetje Steklarstvo Breg v Sloveniji, tako da ste veliko na terenu in je to tudi velika odgovornost, veliko zaposlenih. Ja, službenost, ja, kar odsoten. Zdaj bom rekel tak, kaj se tiče nekih večjih pomembnih zadev, postavim gasilstvo pred službo, sploh, ko so take neprimerne ure do povdne, pa te zadeve, ali pa popovdne, ko še večina v službah, ne, je treba, izvoz je treba zagotoviti, pa zadevo pač nekako oddelati, sanirati, bilo kak. Bom rekel, ja, kot direktor, mogoče je lažje, ne, ampak tako kot jaz gledam na gasilstvo, pač razkiraš, ne vem, rečemo, danes bom fraj, pa je to, ne. Pa bo sobota delovna potem. Pa bomo nadomestili drugič, vsekakor popuščan ni, ne privat, ne poslovno, sploh pa ne v gasilstvu. Ampak ja, kaj se tiče delodajalcev, je mogoče v drugih državah to malo drugače, tudi zakonsko urejeno, pa se... Zdaj bom rekel, kaj so večji obrati, naj ne bi to bil taki problem. Ne? In tudi, ko so te intervencije večjih obsegov, kot so naravne te ujme, pa to, bi mogoče pozval delodajalce, da bom rekel po domače, prostovoljstvo umira. Oziroma, vedno več je zdaj teh zadev, ja, da tam nekaj dobiš, tam dobiš. Ja, ampak dokler pa še hoče nekdo prostovoljno pomagati človeku, pa neko dobro delo narediti, pa bi, ne vem, malo bi bilo to treba bolj ceniti, po domačem povedati. Kaj bi trebalo na področju zakonodaje tu spremeniti? Ja, na področju to vsekakor, problemi so v tej sofinancirani. Naj država uredi, ne vem, kaj je večji obseg, kaj je gasilstvo, prostovoljstvo tudi, zato ker tudi sami poklicni gasilci so premalo, vse posod, ne. To se pokaže na vsakem. Osnova vsega so prostovoljna društva in prostovoljni gasilci. In ne vem, kot normalni neki predlog, naj se to uredi, da če je večjega obsega, gasilsko društvo poda potrdilo, da ni to problem, pol naj država krije tiste stroške, kaj je pač zdaj izpad dela bil ali pa dohodka ali bilo kaj. Sicer tu v Lenarti še to ni taki problem, glede teh potrdil pa to, ampak seveda je pa od delodajalca pol tudi, ne, kjer je to odobrava, kjer je to dovoljuje, sploh izhod iz dela za take primere, ne. Tako da to je, težko je zdaj tu reči, kak pa kaj, ne, če oni sami ne nagruntajo, ne. Je pa res, ne, ravno ta, se mi zdi, ne vem, ali mogoče se motim,
ta pomoč sočloveku, pripravljenost pomagati drugemu, tega je, se mi zdi, vedno manj, vedno živimo tista neka sodobna, hitra družba. Mislim, da še to v Lenartu ni, to toliko prisotno v večjih mestih je pa še Ni še tak, ampak zgleda, je to posledica samega tempa življenja. Ne. Premalo si vsi skupaj vzamemo res časa za sebe, za sprostitev. bolj smo stalno napete. Vedno bolj smo napeti, pa še neke zadeve si zraven, bom rekel, nakopljamo. Ne, tista neka osnova, ja, tako pa je to, ne vem, včasih bilo, jaz se spomnim, prihajam iz Šentilja, se je nekaj delalo, je vsak sosed prišel, je nekaj pomagal, pol si šel nazaj. Mislim, En drugemu, ne? tega več ni niti, bom rekel, tak med, dobro, redki kolegi so, sam zaenkrat še nimam teh problemov, ko kaj rabim, dobim pomoč, bilo kako, to nimam kaj reči, je pa res, da ni še pa meni bilo težko, doben kolegi, če je le bilo v moji moči pomagati, kaj narediti, ne. Tako da jaz nekako sem pristaš tega, da usluga za uslugo le naj živi, pa le neko dobro delo za nekoga, če ti ni, meni osebno je osebno zadovoljstvo to. Jaz ne vem, po vsaki intervenciji, pa vsem vem, da sem nekaj dobrega naredil, nekomu pomagal in živim na čelu, da vse se življenju vrača. Bog ne daj, da bom kdaj rabo, ampak jaz sem prepričan, da Vsemi, ko se more. sem se pogovarjal, vsi so rekli, Mario je stalno pripravljen pomagati. Dejansko. To je bilo osnovno vodilo, ampak prej si dejal, da je pač neki hitri tempo življenja, da si ga pač moramo. Zdaj smo nekako 3 področja sva obdelala. Gasilstvo, podjetništvo, družina. Kdaj ti še ostaja čas za boks, ker treniraš tudi boks? ja, to še treniram, kickboks. Vsak teden grem, če le ni hujše, višje sile, se treninga udeležim. Tam pa gre, bom rekel, tista odvečna energija, ki sploh ne vem, da še je, stres, jeza. To je res ven tisti iz čas za mene. sebe. To je, bom rekel, to je moje zdravilo. Ne? Da se tam res, bom rekel, utrudim do onemoglosti, da se še pol kome kaj stoširam, je neko zdravilo za mene. Ne? Po drugi strani pa je spet neka družba, ekipa, ki treniramo že vrsto let skupaj, odhajamo vsako leto na nekaj zadeve. Lani smo bili na Triglavi in nam je bilo tako všeč, da gremo letos julija spet. Spremeniš malo okolje, spremeniš družbo, res taka prijetna ekipa in je kot neko sproščanje, še tudi po treningu s tem, ne, tistih, ne vem, 15-20 minut, kako rečeš, kaj se dogaja, hodim to tudi v svoj bivši oziroma rodni kraj v Šentilju, tako da neka stara poznanstva, stari kolegi, je res ena taki, to je prijeten hobi, ne bom rekel, da to še imam za sebe. Kaj pa drugi hobije? Jih je več. Ja, hobijo imam ogromno, časa imam pač manj, ne. Malo strasti tudi najdem v avtomobilih. No, to sem zvedel tudi. Ja. Hitri in hrupni avtomobile. Imam enega hitrega in hrupnega, ja. Sicer je že V garaži. v garaži je vedno, redko, da res, da je lepo vreme, že 2 dni prej bilo, pa da še 2 dni bo, te grem tisti en dan z njim ven. Tu so tudi neka pravila posebna, čeprav je avto star, ampak to je No, koliko je star, če pogledava? to je avto z dušo. Star je 16 let. 16 let. 16 let, Mercedes, AMG, eden redki v Sloveniji. Pa bom rekel, da tudi redko kdaj družino razvajam z njim. So pač neke zadeve, neke posebnosti, ki veljajo v tem, tako da se otroci morajo sezuti
na zadnjih sedežih, da se ne umaže. Večinovo pa ta avto samo čistim, pa glancam, ja. Ampak pridejo tudi kakšna lepa nedelja, pa jih peljem na kako kosilo, pa da pol malo uživamo v tem. To je pač pol Samo ob lepem vremenu. Obvezno pa ob lepem vremenu, ne. Pa obvezno, ko se vrnemo domov, je pol ura pa pol do 2, da avto gre vedno čist v garažo, ne. Avto ni umazan nikoli v garažo. To pomeni kot v gasilskem domu, kot po Vse intervenciji. kot v gasilskem domu, pripravljen na naslednjo vožnjo, tako kot se spodobi. Ta mali dva, malo smo bohljali okrog tudi za podatke, tudi jaz ne smeta ta mali dva v tem avtu. Ne, smo se peljali na malo daljšo turo, pa sta bila žejna pa lačna, sem rekel, ni doben problem, jaz lahko vstavim, se najemo, napijemo in smo se res na enem počivališču vstavili, kupimo mi malco, pa se poleg vozila vuni, na tisi klopci sedemo in naenkrat ne vem odkje je se vlil dež, ne. In ker se še ni spilo pa pojedlo, smo pač na tistem dežju do konca poobedovali, kaj je še bilo, potem pa smo se sedli v avto, ne. Tu so pač neka striktna moja pravila, ki sicer sem res v določenih zadevah, oziroma skoraj v vseh načelj pač in se tega tudi držim. Sam imam rad red, tudi otroka v tem vzgajam. No, se tu je potem tudi verjetno osnova gasilstva, se tudi biti poveljnik društva, če nimaš reda, je nemogoče dejansko potem. Bi lahko izhajali iz tega, zgodi, da moraš biti neki načeljen človek, se nekaj zadev držati, pa tudi do neke zadeve biti odgovoren. Da sploh zdaj, naprimer, pri takem obsegu, kot je neko gasilsko društvo, je ogromno dejavnosti, ogromno nekaj zadev, ki se pač dogovoriš in se ti si odgovora moraš držati. Ker tudi, če mi naredimo, ne vem, čistilno akcijo, se zmenimo, ok, to pa to je za nared, imamo te skupine, javite, kdo pride, se jih javi 15, super. En spekter, ogromno dela bomo zdaj opravili, pol pa pride tisti dan, pa smo 3 tam, ne, se ti porušijo kompletna črt, ne. Tako da, ja, v gasilstvu je odgovornost na prvem mestu, ne. Ena zanimiva stvar pri tebi je še tudi to, tatuje. Koliko imaš tatujev? Ja, zdaj tatuje sem nekako združil, tako da imam desno roko pa desno nogo imam potetovirano. To je že tudi sega nazaj, prvi tatu je bil pred 16 leti. Bom pa rekel tak, glede tatujev, vedno so mi bili všeč, vedno sem občudoval tatuje. Nisem pa nikoli, da bi rekel, brez glavo se nekaj tetoviral, pa nekaj. Vsak tatu, ki ga imam, vsak vers, vsaka podoba, bilo česa, pa imam tudi Marijo, imam bojevnika, imam princeso, imam vse ima nek pomen. In vsak neki spekter v mojem življenju, nekaj... To nam je povedala Valentina. Ja, vse, kar je pač neki pečat na meni postilo, sem pač spremenil pol to v tatu. Imam tudi neke spodbudne verze bom rekel, v nemškem jeziku, ki je tudi tista tetoverka, ki mi je to delala, je rekla, zakaj pa v nemškem? Sem rekel, zato ker kitajske, pa tote hebrejske, pa latinske, pa angleščino, to ima vsak. Neke nemške verze na telesu, pa nisem pristaš tiste zgodovine, bom rekel, zelo glasne. Meni je tatu pač unikat. In še nikoli nisem niti razmišljal, da bi, ne vem, tako gledam določene, ki ima po celi roki pa po vratu gor škorpiona, po horoskopu pa je naprimer devica, se mi zdi nesmiselno, ali pa tada res vse ima neki za mene pomen, simbol in pač, ko sem prvi tatu si dal, sem se zavedal, da to ostane, to je neizbrisano. Takrat je tudi moj, zdaj že žal pokojni deda, rekel, da sem naredil življenjsko napako, da zdaj sem zaznamovan za celo življenje. Ja, je res, ampak če najdeš neki pomen v tem, pa bom rekel, da to jemlješ kot neko umetnost, kot neki
neka olepšava, pač je. Ja, kaj zdaj nemški verziji na tatuji, je to poklicno povezano tudi, ker glavnem deluješ na avstrijskem trgu? Ni, takrat še me ni tako to vleklo v to smer gor, v sosedno državo našo, ko sem začel s tem, ampak tako sem rekel, nekaj ne vsakdanjega, ni nekaj po regelcih, ne? Ker res ne vem za dobenga, bom rekel tu kolega ali pa kaj, da bi pa jih dosti ima tatuje, ampak nemščina, na primer, doben in tu je pač en del tisti mene, da nekaj unikatnega, nekaj. No pa da ni kar nekaj, ne, da je to potem organizirano. To pa absolutno, ne, da ni kar nekaj. Imam še plane za nove, ampak to si rečem vsako jesen, da to zimo pa še bo neki tatu, ne. Imam že idej, imam že mest, imam vsega, samo nimam pa časa. Ne, to pa. To je verjamem. Nimam pa časa, ampak vem, da bo, ker ravno, kaj smo tudi prej predelovala, ta pomen družine in oba otroka, tu že imam čisto sliko, pač, da bi res rad obeležil, bi rekel, to radost, to mogoče na nek način hvaležnost za vse skup, da me v vseh zadevah, res v vseh zadevah podpirajo, tudi pri teh mojih prostih hobijih. Včasih res imam težki dan, ker vsi vemo, tudi službe pa stranke niso glih enostavne. Pridem domov taki brezvoljen, imam še v garaži eno zadevo, tak za sproščanje, pa se mogoče malo peljem še z motorjem, pa štirikolesnika pa krosarja še imam, ja, ampak za tisto pa je res malo časa. Ampak za tiste pol urce ali pa urco, da se peljem, grem v svoj svet, da se čist prostim, pridem domov spet na voljo mojim. In imajo več od mene, če tisto urco ali pa pol urce potrpijo, da jaz dam svojo vun, ko pa da sem jaz brezvoljen, pa brez energije tam doma z njimi, ker ni nič od tega. Ne. Otroka sta pa zdaj v takih letih, da se dogaja na ful hiperaktivni, ne, tako da če nisem vključen z njimi, to je bolj, kot da me ni. Ne. To pomeni, ti si nekako pristaš tega, da vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska ali pa družina. Ja, lahko tako rečem, res, sploh, kaj se tiče partnerke, je v prvi vrsti razumevajoča. Ne. To bom rekel, že, ker nisem ravno enostavne narave in imam neke svoje muhe, pa to, ki jih je, bom rekel, pač sprejela. Kot drugo pa res ena ogromna podpora v bilo kakšni zadevi, česa se lotim, res ne najdem. Včasih mogoče me kakšna ideja prehiti in že jaz to vse splaniram, pa mi prvi reče, glej, Marijo, zdaj pa se umiri, razmisli, kaj bo tu ti to prineslo, ne vem, koliko boš ti imel časa za to, ne, in me pol res zna me ohladiti, na realna tla postavi, da. Kaj pa prej sva govorila dejansko o tem spoštovanju, to mi je zelo všeč, tako spoštljivo govoriš o svojih otrokih, o družini, ne. Ja. To meni se res vidi, da ti to veliko pomeni, kar je tudi prav, ampak tudi o gasilstvu sva prej govorila, ni več tistega navdušenja nad tem. Kaj misliš, je to tudi posledica tega domoljubja, ker vem, da ti tudi domovina veliko pomeni. Ja. Je to mogoče posledica tega, ker mi nismo več bivša država, kakšna je bila, jaz sem rojen v bivši državi, ampak to državo, to zastavo smo spoštovali, danes pa se mi zdi, da v tej državi tega ni več. Ne, ni. Niti ni več nekega pravega odnosa, bom rekel, ali pa spoštovanja do nekih praznikov, ki imajo neki pomen. Ne. Čisto se je to razgubilo, ampak ne vem pa tudi sam nekje, ali je to kriv res ta tempo, ta zagnanost, ne vem, pol ta, bom rekel, če ima sosed, ne vem, zdaj, taki avto mi bomo imeli še boljšega in po moje se tu uničuje tiste neke osnovne vrednote, ne, ki pa bi jih mogel vsak spoštovati, ne.
naprimer, jaz imam mala, 2 otroka še, ampak jih že navajam, kaj pomeni vrednost denarja. Imata neko svojo žepnino, ampak bom rekel, da ko gremo nakupovati, si uporabno stvar lahko za tisti denar kupiti. Ne vem, kot so čevlji, majčka, nekaj takega, da se res navadita bom rekel, na življenje, ne? Ker sami vemo, ni življenje samo rožice. Ne? In jaz pač tako razmišljam, da rad bi jih navadil na vse. Ne? Tudi moj oče, na katerega sem res zelo ponosen, pa sodelujemo, vsak reče, da še ni, da redko kje laufa neka firma, kje sta oče in sin. Ne? Jaz bom rekel, kaj se tiče poslovne plati v 15 letih, kaj sem jaz udeležen v tej obrti, še ni bilo enega spora, enega problema, tak da bi rekel. In nama laufajo zadeve. In me je tudi sam, bom rekel, ne trda vzgoja, ampak poštena in neka načelna vzgoja. In sem tudi sam tak vzgojen in vem, da je tak prav, lažje dojemam in hude stvari in lepe stvari. In pol tudi svoje otroke bi rad vzgojil v poštene, bom rekel, državljane te naše države, ker nasplošno pa tudi, ne vem, niti v šolah ne na tak več obeležujejo nekih takih zadev pa to, ne. Vem, da je zdaj mala glede Franceta Prešerna pa to, so nekaj jemali, ampak smo si mi pol kar doma res vzeli. Vse te zgodbe o njemu, kak je bilo, pa kaj je on vse napisal, vse tako da, malo res, da se neka zgodovina, da se ceni, bom rekel, tako enostavno. Zdi se mi, da ravno ta domovinska vzgoja, o kateri veliko govorimo, ta manjka v šolah, definitivno bolj, več poudarka bi moralo biti na učnem načrtu pri teh. Ja. Ker so le neke zadeve, ki bi jih bilo treba spoštovati. Tako kot v vsakem kraju, je tudi nasplošno v državi, marsikaj, ne. Ampak gre pa res zadnje čase, ne da je res vse narobe, ampak v narobe smer se ženemo, bom rekel. No, tudi ta dress code državnega zbora, ti razni poslanci, ko hodijo nemogoče oblečeni, to vse slabo vpliva na ugled družbe in... Ja, in če gledaš pol tak, ne vem, rečemo neki stara verzija oziroma neka, ne vem, naša vzgoja, se pol zamisliš, da, ne vem, ali si ti nor, ne, da še kar to goniš, ali oni niso, ne, sam več ne veš, kaj je prav, pa kaj ni. Ne. Kako to otroka sprejemate, ker drugi so vzgojeni drugače? Ja, so. Pač pri nam ni nič novega, da pade kaka kazen, da ne, ni televizije, zdaj ni, ne vem, nekih prigrizkov, ampak samo na tak način pač, nažalost, neke vrednote osvojiš, ne. Ne bom se jaz zdaj vtikoval v vzgojo drugih ali pa kaj, ampak pač jaz vem, kak sem bil jaz vzgojen, vem, da sem odrastel po svojih prepričanjih, v poštenega, kaj mi je v prvi vrsti najbolj pomembno, poštenega in delovnega človeka, z nekimi zastavljenimi cilji, ki jih redno izpolnjujem, mislim, z neko zagnanostjo mi pač v življenju uspeva. In ta zagnanost, pa pol, ne vem, tudi ta spoštljiv odnos do vsake zadeve, ki se tudi okrog tebe dogaja, je polal dober rezultat. Drugače ni, ne? Ni efekta. Ne? Zdaj boljše, da tu nehamo, ker drugače bova prišla na politiko. Ja, politika pa je preširok spekter. Malo premalo časa. Za naj dva, bom rekel, ne. Smo oba taka časovno omejena, tako da se v to ne bomo poglabljali. Boljše, da se vrnemo nazaj gasilstvo. V glavnem prvomajske praznike ti je pokvaril veter, ker ti, koliko vem, vam je na Mlaju zlomilo vrh in to je bila potem akcija, trebalo to popraviti. To tak ne more biti. Mlaj smo postavili ponosno, tako kot se Mlaj mora postaviti, kot ga pravi dedi postavijo na roke.
je 2 dni ponosno pa pokončno stal, pol pa je prišel tisti veter in nam je vrh, pa obe zastavi, torej slovensko zastavo in zastavo PGD Lenart, 150 let smo še gor obesili, mogoče je bila ravno tista 150 let tako bremenilna, da je upor vetra je pač vrh odlomil. In to je bil šok, spet, bom rekel, bil sem doma v tistem svojem nekem sproščanju, čas za sebe, mi zazvoni telefon, Marijo, to se je zgodilo, aha, okej, pridem pogledat, ne, in preklopiš iz tistega nekega udobja, prostega, ne, brezskrbnega akcija, ne, in ja, pridem na dvorišče gasilskega doma, vrh je bil odlomljen, v akcijo organizirati, kako se to v kraju našem ne more biti, ne, in je res pol iz sosednjega kraja tudi osebni prijatelj, Peter Majhenič s svojim vozilom v soboto zjutraj prišel, dvignil mene pa gospodarja gor, smo to prišraufala, ojačala, zastave nazaj obesla, zdaj pa je že, mislim, da je 3-4 vetre dol skozi, pa stoji pokončno. Tako. Če še rečeva malo o gasilskem domu, skoraj ga vidimo tu čez okno, vedno se nekaj dogaja okrog njega, ne samo na operativni ravni, ampak tudi prostorsko zadeve urejujete, zdaj ob tem jubileju, kaj vse počnete, kaj vse bo gasilski dom pridobil? To pa je res, kaj se tiče našega gasilskega doma, že leto pa pol potekajo obnovitvena dela, ki so poleg vseh ostalih zadev v gasilstvu izredno naporne. Uspelo nam je obnoviti komplet notranjost, res od A do Ž. Gasilski dom je star 30 let in vlagalo se nekaj v njega ni. In zob časa je že ga konkretno načel, kazale so se res že od zatekanja do stroški kurjave so bili ogromni, same sanitarije po 30 letih več ne delujejo tako, kot bi mogle, in tu se je pol planiralo pač ta obnova, seveda vse finančno pogojeno, ampak takrat je nekako ravno bila sreča in voda na naš mlin, da smo prejeli eno donacijo kar visoko, 100.000 evrov, ki smo jo komplet namenili prenovi notranjosti, 20.000 smo še dodali svojih, tako da lastnih sredstev, ne, tako da samo notranjost nas je stala 120.000 evrov. Pri zunanjosti pa lahko povem, da hvala Bogu nam je občina priskočila na pomoč, torej financirajo komplet obnovitev strehe in toplotni ovoj, nova fasada pride urejena in okolica. Zdaj pod vprašanjem še samo preplastitev dvorišča, ki je enako ga konkretno že načel zob, ampak razumemo, da tudi občina ima res ogromne projekte, pohvalno delajo, mi pač srčno upamo, da se še bo tisti en košček, tiste pogače našel za nas, da mi to zgodbo končamo, da bomo res veseli in ponosni, da bom rekel, mlado vodstvo, kaj je zdaj na čelu gasilskega društva Lenart, smo kar velike projekte si zadali, jih kar dobro izpeljujemo, tako da zdaj načeloma kaki mesec, če imamo planirano teh obnovitvenih del, fasada, jaz mislim, da v roku 10 dni, da bomo dobili barve gor, da bo neki končni izgled pol, ker jaz mislim, da si tudi kot kraj Lenart zasluži lep gasilski dom. Še posebej ob tem takem jubileju. Sploh pa bom rekel, zdaj ob tej 150-letnici bomo res na neki taki prelomnici, da se bomo lahko pohvalili, da smo z
z ogromno svoje volje, svojega časa in seveda s pomočjo občine gasilski dom uredili tako, kot se za uspešno pa vestno članstvo tega kraja spodobi. Ne. Vedeti moramo, da mi gasilskega doma nimamo za svoja druženja, za ne vem, neke svoje zadeve, mi ga uporabljamo za krajane. Ne, da se imamo ki preobleči, da imamo ki vozila, da imamo ki sestanke, kjer pač potekajo vsi dogovori za vaje, za vsa organizacijska dela, za vse. Bila je tudi ideja, da bi poprosili občane za pomoč, predvsem ker smo tudi en del je, Lenarta je kar industrijsko popolnjen, te večje firme, da bi pač poprosili za neko pomoč, ne, ampak upamo zdaj v neki drugi smeri, da bomo to zadevo rešili s pomočjo občine, bolj pri nabavi, ker je pa seveda želja vedno po novitetah, po posodabljanju voznega parka. Mi imamo, cisterna naša je stara 40 let, eno rodno vozilo je staro 30 let in tu že tudi kar kliče vse po menjavi, ne, in bomo verjetno takrat bolj izkoristili. To je tudi verjetno, zdaj ta vozila se tudi, ker smo rekla, potem narava intervencije je čisto drugačna, zato je tudi pri novih vozilih tudi verjetno že oprema drugačna. Tudi oprema je povsem drugačna, ne, mi imamo na primer zdaj res 6 let to zadnjo vozilo manj, GVC, kaj je prišlo, ne. Tu je res bolj temelji vse na orodju, na opremi, ne, na teh tehničnih zadevah, ne. Je bolj na vodi, bom rekel, manj, ne. Ampak je pa zdaj spet z vidika sploh teh industrijskih zadev, blokov pa tega, kar se tiče intervencij večjega obsega, potrebe seveda po vodi, ne. Ker hidrantno mrežje je, kako je, ampak pri večjem obsegu ti ne moreš vseh vozil naenkrat polniti, ne. In bom rekel, da je neka gasilska cisterna z par tisoč litri vode v takem kraju obvezna, ne, v garaži, sploh pri taki kapaciteti ljudi in prebivalcev in samih objektov, ne. Tudi verjetno bo treba naprej začeti še bolj resno razmišljati o nabavi lestve, ker ti bloki rastejo. Ja, ta lestev pa je taka pereča tema, bom rekel, že kar nekaj let. Poglaviten problem tu je, da mogoče ni taki problem nakup le tega. Če bi se šlo to v sklopu zveze, pa pomoči občin pa vsega, je to rečimo okvirni strošek, ne vem, 700, 800, 900 tisoč evrov. Bolje tu pol ti stroški vzdrževanja, ne, ker to je le malo specifično vozilo, ne. In zdaj za enkrat, ja, spet, uporabljaš ga lahko pri neurjih, uporabljaš lahko bilo kje, ne. Ni pa zdaj spet frekvenca le tega v samem kraju taka, da bi bilo to tak nujno, ne. Zaenkrat se še zdaj pač to rešuje z temi koncesijami, pa s tem, da pač, da so pogodbe podpisane za pomoč, da pridejo druge, ne, ampak ja, bilo bi pa super, ne, ampak pač to pol prinese za sabo, ne. Spet ene ogromne stroške že samega vzdrževanja pa vsega, ki pa je spet eno veliko breme enega društva, ne, ki je, bom rekel, finančno zelo omejeno, ne. V samem društvu res se mora gledati na finance, se zdaj sploh škripamo s to obnovo, pa so neke zadeve se že začele malo, da bomo mogli nekaj predstaviti, da vse le ne gre, ne, ker čaka nas pa še v zadnji 150-letnica, ki pa je tudi nek finančni zalogaj, ne. Ja, tako da kadri so, to je najbolj pomembno. Tudi dom se ureja, potem tudi oprema se nabavlja in tako, da bo, kot si pa že omenil, če mogoče za zaključek še poveva društvo v letošnjem letu. Prostovoljno gasilsko društvo Lenart letos praznuje 150-letnico delovanja
slovesnosti bodo v teh poletnih mesecih. Mogoče za zaključek, kaj vse pripravljate ob tem jubileju in seveda ob koncu še mogoče povabilo vsem našim gledalcem in poslušalcem našega podcasta Neokvirjeno. Ja, tako kot sem že v začetku povedal, smo eno izmed najstarejših slovenskih gasilskih društev. Ja, letos to visok jubilej obeležujemo. Obeležili ga bomo 30. in 31. avgusta. 30. avgusta bo potekala ta slavnostna seja v kulturnem domu, ki je bolj zaprtega tipa in bolj, bom rekel, te priznanja, odlikovanja in te zadeve. Potem pa naslednji dan 31. pa bo potekalo na ŠRC pole na ta ešalon s parado in tudi veselica, na katero pa prisrčno res vabljeni vsi. Imamo tudi glasbene goste, bo hrana, bo pijača, tako da veseli bomo vsakega obiska in bom rekel, veseli bomo vsakega, ki bo nas v tej zadevi podprl, ki nas bo prišel pogledat, nam vsaj enkrat zaploskal, bomo imeli tisti občutek zadovoljstva in ja, da v samem kraju nekaj pomenimo, da imamo neki vpliv, da imamo neki ugled in da je to, tako kot smo prej govorila, prostovoljstvo in te zadeve, da so še cenjene. Ne? Jaz mislim, da vam bo to uspelo. Marijo, hvala za vsa pojasnila, hvala, da si vzel čas, da si nas obiskal. Z veseljem. Tako da 150-letnica bo. Mi se v glavnem naprej srečujemo na kanalu Neokvirjeno v našem podcastu, kjer bomo gostili zanimive goste. Spremljate nas lahko tudi na omrežju Spotify ali pa tam si ne pozabite tudi naročiti na kanal in seveda vidimo se v kratkem z novo gostjo, z novim gostom, ki pa naj ostane skrivnost. Seveda v živo pa se lahko srečamo 31. avgusta na Poleni ob praznovanju 150-letnice prostovoljnega gasilskega društva Lenart. Hvala, Marijo, še enkrat za obisk in tudi vam za pozornost. Hvala tudi vam za povabilo. Bilo mi je veselje. Hvala.